Zahvaljujoč našim učiteljem športa imamo odlično kondicijo, saj smo med časom malice uspeli še pravočasno vrniti v šolo z burekom iz mirne peči. Hvala vam. Pri urah slovenščine pa smo znali vse od otroških pesmi pa do zapletenih poezij. Učili smo se o rimah, metaforah, gazelah, glosah, poučevale so nas kar 4 učiteljice. Smo bili pa res zahtevni, da smo jih toliko zamenjali. Naši glasbeniki, učiteljica Ema Polanec, Iris Bečaj in Sandra Baškovič so nas popeljale v svet glasbe in melodije in nas učile o osnovnih not in notnih zapisov. Hvala vam. Naše najbolj fascinantne ure so bile pri fiziki, saj smo ob novi snovi najprej vsi debelo gledali, potem pa vse obvladali. Kaj ne, učiteljica? Z znanjem naše biologije bi lahko postali kirurgi, saj sta nas učila Slavka Pečak in Lea Gežman. Hvala vam. Pri urah tehnike in likovne umetnosti smo vedno bili najbolj izvedni in obdani z navdihom, saj smo radi delali stroji ter izdelovali praktične izdelke. Za znanje zgodovine od pradavnine pa vse do danes sta zaslužna Maša Mahorko in Igor Zadravec. Hvala vam. Da naši fantje tako obvladajo tehnologijo, je zaslužna učiteljica Anja Luštek. Hvala. Ej, ti Anže, angleščino pa kar obvladamo, ne? Of course. I speak English very well. To je bila pa ena mešanca. Za znanje angleščine in nemščine se zahvaljujem učitelju Klemnu Kramarju ter učiteljici Evi Perko. Če tako pomislim, se mi zdi, da je bil 9. razred najbolj pester od vseh, zaradi informativnih dnevov, oddaje o pismi za srednjo šolo, naših prvih in zadnjih NPZ-jev in priprav na leto. Z današnjim dnem se je naša osnovnošolska pot zaključila in septembra bomo začeli novo poglavje, srednjo šolo. Seveda pa se moramo zahvaliti tudi našim staršem, ki so bili vedno v naši strani, nam nudili oporo, ko smo jo potrebovali, bili skupaj z nami v dobrih in slabih trenutkih, od začetka do konca. Najlepša vam hvala. Each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking.
Maji Čengi, podravnateljici Sanji Polinič Vidic, svetovalnim delavkam in ostalim, ki so poskrbeli, da je vse potekalo po pravilih, aktih in zakonih. Hvala vam. Ne smemo pa pozabiti na naše zlate čistilke, ki so poskrbele, da smo bili v čisti šoli. Hvala. Da so naši trebuški ostali siti, so poskrbele naše odlične kuharice. Res vam hvala. Če smo kaj po nesreči uničili, sta mojster Marko in Andrej vse zrihtala. Iskrena hvala. Za naše bralce je poskrbela Nataša Trajkovski, saj je vedno omogočila, da smo si lahko izposiljevali knjige kadarkoli. Zelo vam hvala. Res je, da pri pouku nismo bili ravno briljantni, so pa med nami raznovrstni talenti. Najprej se bo za pevsko točko predstavila Valentina in Ula. Za njo se bo na oboje predstavil Lenart.
sorodnikov so naši fantje še boljši plesalci, tako da jih prosim, da se nam pridružijo na odru. Če z nekaj besedami povzamemo osnovnošolske dni, leta, lahko rečemo, da je bilo vse prijetno, pa tudi kdaj malo manj, da je bilo veliko veselja, pa tudi kaj joka, da smo nekatere ovire svoje poti preskočili, nekatere obšli, nekatere pa trčili. A o tem lahko več povesta naša razrednika, ki sta naše norčije, kot tudi uspehe prenašala in spremljala skozi vsa 4 leta. Že stari Latinci so imeli en pregovor, ki še kako drži v današnjem času. Peras preadas, preko trna do zvezd. Pot do uspeha je trnova, polna preprek, naporov, težkih odločitev, veliko je bilo potrebno vložiti truda, ampak cilj je na koncu dosežen in sledi olajšanje. Eden takšnih ciljev je danes pred vami. Uspešno končujete osnovno šolo in se podajate od prvega trna proti naslednjemu. Saj tukaj se vaša pot ne konča. Od vas samih pa je odvisno, ali se boste vdali in se prilagajali poti, ali pa vam bo le ta zadajala vode v številne rane. Spoštovana ravnateljica, dragi devetošolci, spoštovani starši, sodelavci in ostali navzoči. Ko stojiva tukaj pred vami, nama misli uhajajo na 1. septembrski dan, ko ste pred 4 leti vstopili v 6. razred. Bili ste polni negotovosti in tesnobe, ter se sramežljivo spogledovali. A vsak od vas je imel svojo zgodbo in vsaka zgodba svojo vsebino. Pa vendar ste poiskali skupno nit, ki je vaše zgodbe odvezala v eno samo. Vsak izmed vas je v letih šolanja pridobil na osebni rasti in tudi na področju znanja. Vsako leto znova ste premagovali ovire, vsako uspešno opravljeno delo je postala majhna zmaga, vsaka kapljica novih spoznanjih dejstev je postala morje učenosti,
Za vse tiste, ki ste želeli zmagati v dobrem, plemenitem, zmagati v odgovornosti do sebe in drugih. Nekateri ste delovali zelo odraslo, zopet drugi ste potrebovali več usmeritev. Delili ste trenutke sreče, solze, strah in veselje, žalost in smeh. Z rdečo nit valete ste si izbrali dogodivščine priljubljene risanke A je to in jih poistovetili. Strinjam se, da ste na trenutke delovali res tako, občasno iskali bližnjice, reševali težave po svoje, kar pa vam ni vedno prineslo željenega uspeha. A nič ne de, tudi to je del življenja in iz napak se učimo. Prišel je čas, ko se naša skupna 9-letna pot izteka. 9 let ste držali skupaj, zdaj pa vsak odhaja na svojo pot. To je čas slovesa, ki ga spremlja žalost in tesnoba. Obenem pa veselje, da uspešno zaključujete osnovnošolsko zgodbo. Stvari pridejo in grejo, in ko grejo, jih nadomestijo nove, morda še boljše. Kot semena odhajate na nove šole, kjer boste na novo pognali korenine. Si poiskali nove prijatelje in s svojim znanjem obogatili poklicno pot, na kateri vam želiva veliko uspeha. Verjemite vase in uspelo vam bo. V življenju delajte stvari s srcem, prijazno besedo in spoštovanjem drugih. Na življenje gledajte pozitivno, učite se iz napak, verjemite vase in vedite, da se dobro vedno z dobrim vrača. Ohranite otroka vse. Spoštovani starši, hvala za korektno sodelovanje, za zaupanje v naše delo, da smo skupaj prispeli do konca. Za vas in vaše otroke pa se začenja nova pot, polna upanja in pričakovanj. Ostanite z njimi in ob njih v trenutkih sreče in tudi takrat, ko jim bo težko. Niso več majhni otroci, vendar se